Pozdravljeni v podkastu Zavoda za zaposlovanje za kulisami trga dela. Današnja epizoda ima naslov Nova priložnost, nova zgodba. Kako BTC Campus spreminja karierne poti? Kaj je potrebno, da človek po obdobju brezposelnosti ponovno začne verjeti vase? Je dovolj nova zaposlitev, novo znanje, ali pa je včasih najpomembnejše to, da nekdo prepozna svoj potencial in dobi priložnost, da ga razvije. BTC Campus že 13 let povezuje gospodarstvo, akademsko okolje in zavod za zaposlovanje. V programu, ki brezposelnim ne ponuja le novih znanj, ampak tudi podjetniški način razmišljanja, več samozavesti in nove karierne priložnosti. Program je rezultat sodelovanja družbe BTC, Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda za zaposlovanje in temelji na praktičnem delu, mentorstvu in reševanju resničnih poslovnih izzivov. Danes sta z mano mentor programa gospod Marjan Kramer in ena izmed nekdanjih udeleženk Ines Brginc, ki je svojo karierno pot po programu zelo uspešno nadaljevala. Preden gremo na vprašanja, pa še zelo kratka predstavitev gostov. Marjan Kramer je ekonomist, menedžer in dolgoletni vodstveni strokovnjak, ki je v svoji karieri opravljal najodgovornejše funkcije v slovenskem gospodarstvu in v javnem sektorju. Že vrsto let se ukvarja s kreativnim reševanjem poslovnih izzivov, podjetij in posameznikov in je od samega začetka mentor programa BTC Campus. Ines Brginc pa je ekonomistka in mednarodna trenerka umetnostnega drsanja, ki uspešno povezuje šport in poslovni svet. Po vrnitvi v Slovenijo je pomemben korak na karierni poti naredila prav s programom BTC Campus. Danes pa svoje izkušnje uspešno uporablja v poslovnem okolju kot članica ekipe For Endurance. Pozdravljena in najlepša hvala, da ste prišla. Hvala za vabilo. Hvala za vabilo. Pa predlagam, da kar začnemo z vprašanji. Prvo vprašanje za vas, gospod Marjan. BTC Campus letos praznuje že 13 let. Kaj vi menite in kako vi vidite kot dolgoletni mentor? Kaj je tisto, zaradi česar je družba BTC že pred toliko leti prepoznala vrednost takšnega programa in se odločila, da ga podpira še danes? Jaz mislim, da je pravzaprav bistvo tega, da smo s kampusom začeli v osnovni ideji. Ideja pa je pravzaprav prišla v enem pogovoru z gospodom Mermalom, lastnikom in direktorjem v tistem času BTC-ja. Pogovor je bil o pomenu, da mladi, ki končujejo izobraževanje ali pa ki so ga ravno kar končali, pa vstopajo na profesionalno pot, ali pa tisti, ki so že vstopili, pa bi radi še kakšne stvari kaj izboljšali, da bi mladi v tistem momentu, v tistem času dobili eno podporo. Ideja ni bila še takrat v celoti razdelana, ampak osnovni ideji, o kateri sva govorila, je bila o tem, da bi, jaz se dobro spomnim, ste rekel, Jože, mogoče bi za tvoje zaposlene, katerih ena od glavnih skrbi je, kako bojo svoje otroke spravili k kruhu, da bi jim veliko naredil, če bi jim tukaj pomagal. Pa rekel, kako bi jim pa lahko jaz tukaj pomagal? Jaz sem rekel tako, da bi za njih naredili en vrtec, v katerem bi se ti otroci v narekovajih seveda igrali in na ta način lažje uspeli na svoji karierni poti. In rekel je, tole je pa zanimivo, je rekel, sicer si čisto ne predstavljam, kako bi to bilo, ampak je rekel pa, da ne bojo rekli, da jaz to delam in da delamo samo za sebe, dajmo mi tole malo širše. In takrat je padla njegova ideja, da bi pa v sodelovanju, da bi pa to delali za brezposelne osebe. In tako je potem prišli do ene kombinacije. Mi smo na osnovi tega dogovora pripravili program, ki v osnovi se v 13 letih v sami osnovi ni spremenil, se pa vedno znova iz leta v leto prilagaja na udeležence tega programa. Tako da v bistvu je program, ima resnično zdaj že kar dolgo brado, tradicijo, hkrati pa je iz leta v leto ta program, vsaj kot ga udeleženci
pa tudi tile deležniki, ki zraven sodelujejo, kot ga oni ocenjujejo, je ta program iz leta v leto nekako boljši, daje boljše rezultate, kar pomeni, da po 13 letih se mi zdi, da smo mi lestvico dvignili že zelo, zelo visoko. Super, zelo navdihujoča zgodba v začetku, hvala za to podelitev. Pa gremo k Ines. Ines, kje si ti izvedela za BTC Campus in kaj te je prepričalo, da si se prijavila? Ja, jaz sem bila prijavljena na Zavod za zaposlovanje kot iskalka zaposlitve in moja super svetovalka mi je priporočala to, je v bistvu spoznala potencial, podjetniški potencial v meni in je rekla, kaj pa, če bi se vi pač udeležili če bi sprejeli ta izziv BTC Campusa, če vas lahko prijavim, me je vprašala za dovoljenje, sem rekla super, z veseljem. In tako se je pač ta moja pot v BTC Campusu začela. Ja. Super, se še vrnemo nazaj k tem. Zdaj pa še k vam, gospod Marjan. Kako pomembno se vam zdi, da gospodarstvo prevzame aktivno vlogo pri ustvarjanju priložnosti za ljudi? Lahko rečemo, da je danes to del družbene odgovornosti podjetij? No, v tem primeru je to vsekakor dober primer družbene odgovornosti, vendar kot poznamo, prakse so zelo različne, politike so zelo različne. Čeprav velika večina podjetij, vsaj teh večjih podjetij, ima v svojih dokumentih, na njihovih spletnih straneh, letnih poročilih veliko visokoletečih besed, stavkov, vizij. V praksi pa seveda ni povsod tako. Tako da v tem primeru, v primeru BTC-ja, tu brez kančka dvoma gre za veliko mero družbene odgovornosti. Na koncu koncev ima BTC, jaz sicer nisem advokat BTC-ja, ampak ima BTC še številne druge programe, s katerimi se poleg osnovne dejavnosti ukvarja. Tako da je BTC Campus dober primer družbene odgovornosti podjetja, ki pravzaprav seveda mora imeti dvojno korist, vedno družbeno koristnost, okolja, v katerem posluje in deluje, in hkrati tudi podjetniško korist, ki je seveda vedno v drugem planu, ampak mora tudi ta biti, ker drugače projekti nimajo možnosti, da bi dlje časa bili aktivni. Super, ja, in se popolnoma strinjam z vami glede vaše opaske o visokoletečih opredelitvah na spletnih straneh. In zdaj pa čisto konkretno k tebi. Kje si bila karierno in osebno, preden si prišla na BTC Campus? Ja, jaz imam kar različne življenjske izkušnje. Živela sem na Švedskem in pol leta nazaj, preden sem prišla nazaj v Slovenijo, sem živela pol leta na Norveškem. S tem, ko sem se vrnila v Slovenijo, sem bila aktivna iskalka zaposlitve. To je pa to, ja. Treba je bilo začeti iz nule oziroma nadaljevati neko kariero v domačem okolju. Kakšni so bili pa na začetku občutki? Ste bilo kaj straha, si bila bolj radovedna? Jaz strahu skoraj ne poznam. Lahko rečem, da sem bolj pogumnih, kar se strahu tiče. Tako da radovednost, to je pa moja vsakdanja stvar nekako. Rada se izobražujem v bistvu, rada sledim trendom. BTC Campus to je bila ena priložnost, kjer sem se lahko mrežila med sebi enakimi, istomislečimi, med ljudmi, ki smo imeli pač isti cilj tudi, oziroma nekako podjetniško naravnan. Ja. Zdaj pa vprašanje za oba. Če bi morali BTC Campus v enem stavku opisati oziroma v enem stavku povedati, kaj je največja dodana vrednost? Lahko vi začnete. Ja, seveda, lahko večkrat po en stavek, ampak recimo v en stavek bi lahko bil, da je največja dodana vrednost v tem, da se mi zdi kar dosti dobro razložimo ljudem in jih celo spodbudimo in celo malo naučimo, kako naj se prodajo. Kaj pa ti misliš, Ines? Jaz bi se strinjala, pa dodala bi še
mreženje tudi. Ja. Super. Kot mentor, kaj bi rekli, komu je program pravzaprav namenjen in kdo po vaših izkušnjah odnese največ? Tale program je namenjen, če tako zdaj rečem zelo formalistično, tistim udeležencem, ki jih izbere izmed množice kandidatov Zavod za zaposlovanje. Se pravi, poleg tega drugih udeležencev ni v tem kampu. Zdaj, tudi tukaj se praksa spreminja. V začetku je bil velik poudarek na zelo mladih brezposelnih osebah, tistih res na začetku svoje kariere, no zdaj v zadnjem obdobju pa je struktura udeležencev veliko bolj pisana, veliko bolj mešana, kar daje povsem eno novo dimenzijo, namreč nekateri udeleženci so v starosti 50, 55 let, lahko tudi več, kar pomeni, da ob zelo mladih, srednjih in malo starejših osebah je struktura zelo, kot rečeno, pisana, zanimiva in v tem smislu je to dodaten izziv za nas, kot tudi za njih. Zdaj, komu je pa najbolj namenjen? Jaz bi pa tukaj šel izven okvirov BTC kampusa. Ta program s temi poudarki in s to metodologijo, ki jo v tem programu izvajamo, je pravzaprav lahko koristen za vsakega. Za vsakega, od tistih, ki so najbolj obremenjeni z najbolj napornimi službami, do podjetnikov, ki so uspešni ali bi radi bili še bolj uspešni, do brezposelnih, do pravzaprav vseh, ker v bistvu razen temeljnih zadev mi ne delamo nič drugega, kot enostavno se pogovarjamo in izzivamo drugega na račun najbolj osnovnih izzivov, ki pa so osnova za kogarkoli v smislu, če bi temu rekli, dosege kariernih ciljev. In BTC kampus poteka danes tako v Ljubljani kot v Murski Soboti. Imate kakšne razlike? Ja, BTC kot rečeno, zelo družbeno odgovorno podjetje, ima svojo poslovno enoto. Mali BTC City tudi v Murski Soboti in v Novem mestu. Glede na odnos vodstva BTC-ja do tovrstnih programov je že zdaj kar pred nekaj leti se porodila ideja, da bi podoben, ali pa rečemo zelo podoben kampus izpeljali tudi za udeležence iz področja pomurskega dela Slovenije. In zadeva je v osnovi enaka, poteka pa v drugem formatu, udeleženci so seveda drugačni in spet program poteka tako, da je najbolje prilagojen njihovim potrebam in njihovim ciljem. Tako da ja, recimo letos sta v programu dva kampusa, eden v Ljubljani in eden tudi v Murski Soboti. Kje pa vi vidite mogoče razlike med udeleženci v Ljubljani in udeleženci v Murski Soboti? To je vedno vprašanje in oni v Murski sprašujejo, kakšni so pa oni v Ljubljani, te v Ljubljani, kakšni so ti. In recimo mi smo to parkrat, kot rečeno, vse poteka zelo na osnovi ene, če bi temu tako rekel, igre, ki pa seveda je zelo resna igra. Včasih smo celo skupini med sabo povezali, bil primer, ko je bil en šolan in verziran režiser po poklicu v skupini v Murski Soboti, pa se je potem pojavil še enkrat tudi v skupini v Ljubljani in je prav poskrbel v živo, da so določene zadeve potekale simultano. Seveda ni nobenih razlik in so hkrati razlike velike. Vprašanje je, kaj želiš videti in kaj želiš razumeti. Tako da, kot rečeno, vsak udeleženec je zgodba za sebe in z tega vidika je bistvo nas, ki želimo pomagati, da jih razumemo. Kar pa je zelo težko, ker skupine niso majhne, časa ni veliko na razpolago in stvar poteka kar v enem intenzivnem ritmu. Ok, zanimivo. Ines, zdaj pa nas gleda tukaj verjetno kar nekaj ljudi, ki razmišljajo o tem, mogoče bi bilo pa to za mene, ampak kaj to pravzaprav sploh je? A lahko opišeš za naše poslušalce, kako BTC kampus sploh izgleda, kako je to, kaj se tam dogaja, kako je ta čas izgledal?
Ja, dobili smo se pač v BTC, v stavbi Emporium, spadajo v prostorih. Prvo uro v bistvu smo se predstavili, svoje zgodbe, svoj poklic. Potem so nas mentorji vodili skozi design thinking koncept. Povedali so tudi svoje podjetniške zgodbe, mentorji, medtem ko smo mi imeli tudi domače naloge. Razvijali smo svoje podjetniške ideje, dobivali smo povratne informacije, ki so bile tudi zelo uporabne od mentorjev. Potem smo imeli nek dogodek, potem smo delali na projektu BTC City of Wellbeing. To smo iskali rešitve za BTC City. Na koncu smo pa imeli neko predstavo teh vseh projektov. Ja. Tako nekako v grobem je to izgledalo. Zdaj pa, če grem čisto v detajle, sem bila zelo vesela, da smo bili res kot ena zelo fajna skupina, da smo dobili zelo veliko dobrih informacij od mentorjev, da so nas motivirali, pa v bistvu niso bile to neke motivacije v prazno, pač, da so bazirali na čustvih, recimo, kot je to recimo dostikrat v športu, recimo, če izhajam iz športa, ampak s svojimi primeri, s svojimi izkušnjami so nam pomagali, to, da smo videli pač, da to, recimo, če ustvarjaš nek projekt podjetniški, če ti ne rata, to ni nič takega, greš samo naprej, preusmeriš misli, tako da, ja. Če lahko jaz k temu dodam, jaz se vedno učim, ko poslušam, kako udeleženci stvari komentirajo, ker iz tega pač najbolj veš, a si to ti, a si dosegel, kar si želel. Če bi še jaz povedal z mojega vidika, kar se tiče programa, bi rekel tako, kar se nas, ki ga izvajamo, tiče. Za nas se program začne že kar nekaj časa prej, predno je prvi dan, ker namreč mi kot input dobimo itak, vsak udeleženec ima svoje klasične popotnice, kot sta CV, pa kakšno spremno pismo. Mi imamo tudi en posebno vprašalnik, ki ga vsak udeleženec izpolni in v bistvu mi že zelo podrobno, pred prvim dnevom, že zelo podrobno vse to preanaliziramo. To se pravi, prvi dan, prvo minuto smo mi v veliki prednosti, ker mi v njih vemo veliko. Dosti, oni pa še nič o zadevah, ki jih čakajo. To je začetek. Drugače pa v osnovi je program namenjen temu, da poskušamo delovati seveda skupinsko, ker je to skupina, in hkrati ponujati individualni suport, ker je zelo težko hkrati nastopati skupino in še individualno delati. Ampak to je bistvo našega pristopa, ker samo skupinsko bi bilo premalo. Individualno pa pač to ni program samo 1 na 1. No in bistvo tega je, da mi kot kariero vidimo kariero v smislu ali boljša služba, nova služba, druga služba ali pa novo podjetje, boljše podjetje, drugačno podjetje. Oboje nam je kariera in oboje je enakovredno v tem programu. In recimo v tem delu kariere kot službe je naše izhodišče zelo enostavno. Zelo enostavno. Najbolj ga lahko ponazorim s tem, da vsaj v tem času tega programa nimate časa, da bi pisali prošnje in se javljali na razpise, lahko zvečer po 10. uri, ko ste že utrujeni, vmes pa iščeš tisto službo, ki si jo sam zbral. Mi obrnemo stvari na glavo. In v tem podjetniškem delu, kot pač pri vprašanju, v kateri fazi nekdo je, tukaj pridejo posamezniki z že zelo izdelanimi ideji, že izdelanimi prototipi, celo že s prvimi prodajami v raznih skupinah in od takih, ki imajo zgolj idejo. In seveda so tudi nekateri,
ki nimajo ne ideje, kaj bi delali, niti ideje, kaj bi razvijali in seveda tudi do takih se je treba znati obrniti. Se pravi, zelo praktično, zelo konkretno, zelo življenjsko. Ines, kako pogosto to poteka, kolikokrat na teden, koliko časa traja? Zdaj je to že kar nekaj časa nazaj, tako da jeseni, oktobra smo začeli. Tako? Traja pa v bistvu 3 ure. Enkrat na teden. Enkrat na teden. A je bil v času trajanja tega programa kak moment, ko si rekla, ok, pa saj zmorem, ko se ti je spremenil pogled na svoj potencial, na situacijo? Ja, velikokrat se je to zgodilo. Lahko malo več zaupaš še za naše poslušalce? Ja, ko sem v bistvu razvijala podjetniško idejo, sem dobila pač feedback, oziroma povratno informacijo, pač, da sem na pravi poti, pa kje bi bilo treba izboljšati zadeve. Pa, ja, takrat pa v bistvu, ko smo dobivali neka priporočila, kako se prijavljati oziroma kako se prijavljati na te oglase. V bistvu, da moramo nekako sporednice s svojimi življenjepisi prirediti oglasu. Čeprav to ni v bistvu bilo v moji navadi in tam sem se jaz veliko naučila, da je to tako treba in sem pa tudi uspela, da sem del tima For Endurance in uživam v svojem delu pa med sodelavci. Super, to pa je res dobra zgodba, kako lahko en tak program tudi spremeni tvoj pogled na tvoje kompetence, a ne? Ja. In jih drugače vidiš in ovrednotiš. Ja. Mogoče še ena zanimivost, zdaj, ko vaju poslušam. Program prvo minuto ali pa prvih pol ure začnemo tako rekoč kar na koncu. In sicer povemo vsem udeležencem, da bo pač zadnjič v program namenjen njihovi predstavitvi in da bo ta točno taka, kot jo bojo sami režirali, sami postavili vloge odigrali in poskrbeli za vse ostalo, kar se tiče tega programa. Mi damo sicer določene omejitve, kot so kje, v katerem prostoru, datum, ura, čas, mogoče še kakšno sugestijo, vse ostalo je njihovo. Tako da v bistvu že takoj na začetku začnemo povsem drugače kot... Tako da jaz mislim, da je, dobro, to ve bolj zavod, oziroma vi se s tem imate več teh informacij, ampak jaz mislim, da je v celokupnem smislu tale program ne samo po vaši oceni relativno zelo dobro ocenjen, ampak tudi zelo unikaten. Vi spremljate udeležence od samega začetka programa. Kaj je, mogoče če malo posplošiva, glavna sprememba ali pa so glavne spremembe, ki jih pri njih opazite do konca programa? Jaz bi rekel tako, jih je zelo veliko, ampak tako, če bi jih ene par izpostavil, bi dal sigurno na prvo mesto to, da ne pri vseh, ampak zelo pogosto se vidi, da stopnja samozavesti ne da se malo izboljša, ampak vsaj v času programa, ker to moramo vedeti, v času programa ogenj zagori. Če ta ogenj ne neguješ, tudi po koncu programa, seveda ogenj ugasne. Ampak v času programa se stopnja samozavesti pri veliki večini udeležencev dvigne. Samozavest pa po domače pomeni, da malo bolj verjame vase in si upa nekaj, kar si do včeraj ni. To bi rekel, da je kot en tak občutek ali pa ena ocena iz strani. Potem pa, kot rečeno, vsak udeleženec je zgodba za sebe. Veliko smo govorili o zaposlitvi, samozaposlitvi, podjetniški poti, ampak BTC Campus razvija tudi podjetniško razmišljanje, ustvarjalnost, kritično razmišljanje, timsko delo, nenazadnje povezovanje med udeleženci. Zakaj mislite, da so ravno te kompetence danes tako pomembne? To so itak, rekel, univerzalne kompetence, najvažnejše od začetka pa verjetno do konca, če konec sploh obstaja, in se
če smo iskreni, v ničemer ne razlikujejo med nekom, ki je v službi na zavodu ali v javni upravi ali v farmacevtskem podjetju ali v BTC-ju ali kjerkoli in med tistim, ki je na svoji podjetniški poti. V bistvu gre za ene in iste kompetence. Seveda so pa osebnosti različne, eni se bolj znajdejo v okolju služb, eni bolj v okolju privatnih podjetij, njihovih lastnih in podobno, ampak v principu gre pa za kompetence, ki ne ločujejo med tem služba ali SP. Zato se mi zdi, da so te kompetence tako pomembne. In dejansko naš program je prežet s tem. In nimamo časa v tako kratkem času se ukvarjati s čim drugim kot z najvažnejšimi kompetencami. Mogoče je tudi to del enega rezultata, ki se po tolikih letih očitno kaže. Očitno res. Ja. Ines, če nekdo zdaj gleda, pa si misli, a je to za mene ali ni, kaj bi rekla tej osebi? Je. Definitivno je. Jaz bi priporočala to vsem, ki jih zanima, kako se reče, out of the box thinking, po angliško, se pravi, razmišljanje izven okvirja. To je to, ja. Super. Zdaj pa za zaključek imam pa za vsakega izmed vaju pripravljen eno igrico, pa bi začela s tabo. Ines, samo prepusti se in v vsakem krogu enega zbereš. Nova zaposlitev ali nova samozavest? Nova zaposlitev. Nova zaposlitev ali novo znanje? Novo znanje. Novo znanje ali podpora mentorjev? Podpora mentorjev. Podpora mentorjev ali nova poznanstva? Nova poznanstva. Nova poznanstva ali podjetniški način razmišljanja? Podjetniški način razmišljanja. Podjetniški način razmišljanja ali pogum za začetek? Podjetniški način razmišljanja. Evo, to je tvoja izbrana, zdaj pa nam razloži, zakaj si se odločila prav za podjetniški način razmišljanja. Ja, lahko rečem, da sem po naravi zelo kreativna. Nekako na ekonomski fakulteti sem diplomirala. Tam lahko rečem, da sem dobila zelo dobro popotnico znanja in zelo dobro bazo znanja za naprej. Potem lahko pač tudi omenim, da sem študirala na JIPS na Švedskem, podjetništvo, in to sem si nekako izbrala in v tem duhu nekako živim. Rada imam in rabim v bistvu dnevno inspiracijo, ko jo dobim z glasbo, z recimo hobiji, kot so to, ne vem, pač tudi treniranje umetnostnega drsanja. Od tam nekako izvira moja kreativnost tudi. Tako nekako. Tako da to podjetniško razmišljanje je nekako moj drive, moje gonilo. Super. Za vas pa ena drugačna igrica. Prva asociacija. Podjetništvo. Uspeh. Brezposelnost. Sprememba. Mentorstvo. Učitelj. Potencial. Izkoristiti. Timsko delo. Uspeh. Kreativnost. Sprememba. Zavod za zaposlovanje. Akcija. BTC Campus. Zadovoljstvo. Priložnost. Za vse. Pogum. In znanje. In za konec bi vas samo še tole vprašala, a je kaj takšnega, kar bi si želeli, da bi ljudje vedeli v BTC Campusu, pa se vam zdi, da tega večina še vedno ne ve? No, jaz mislim, da je še zelo veliko takšnega in da je res, da ste pred težko nalogo, kako opisati in dobro predstaviti ta program potencialnim udeležencem. Jaz več kot to, da pač tisti, ki ne bojo poizkusili, ne bojo tega nikoli vedeli.
in da jaz bi rekel tako, bi se splačal preveriti pri tistih, ki so se udeležili. Se mi zdi, da je to najbolj verodostojni podatek oziroma informacija. Drugače pa kot rečeno, jaz mislim, da vsak, ki ima možnost, pa se tega ne bo udeležil, bo enostavno zamudil eno priložnost, ki se mu ne bo pravzaprav nikoli več pojavila. A bo ta priložnost dobra ali slaba, je pa v največji meri odvisno od njega. Tako da v tem smislu se mi zdi, da tisti, ki jim je to na razpolago, ki jim vi tako rekoč na pladnju prinesete to ponudbo in ki se ne odločijo, so s tem že sami o sebi zelo veliko povedali. Mislim, da je tole zelo dobra misel za zaključek. Če vas je program BTC Campus nagovoril, če bi se ga radi udeležili, če bi radi dali sebi to priložnost, ki vam jo zavod lahko ponudi, se obrnite na vašega osebnega svetovalca, osebno svetovalko, da vas usmeri na ta program. Program se začne tudi letos, oktobra, tako da se bo konec avgusta, septembra že pričel izbor, napolnjevanje skupin, tako da ne izgubljajte časa in čim prej kontaktirajte vaše svetovalko. Najlepša hvala mojima gostoma, ker sta bila z mano. Najlepša hvala gledalci, da ste poslušali tokratno epizodo in se vidimo spet naslednji mesec za kulisami trga dela. Slednjem.